Dobro, kako sem imela, ne? Ajde. Pa na glas prosim govorite, ja, ker smo imam mikrofona. Zdaj je poskušna, kar nam bo prišlo, potem pa bo delovala. Tako, bomo probali parkrat. Ja, potem bodo pa povedali. Nasmejano. Ja, zdaj deva sproščeno, kar bo tudi če se uspavze, pa to, da bomo naštudirala, kaj nam bo ratalo. Tako simpatično, dobre volje, to je dobre volje. Lahko tudi. Šesko moraš ljubiti. Maja, veš kaj ti, kako da govor, po kar nekaj me vprašaš. Jaz sem pa bolj sem poznal. Ajde, izvoli. Improvizacija. Ja, kar, jaz snemam. Danes je zadnji dan volilne kampanje. Mi smo naredili vse, kar je bilo v naših močeh. Sedaj so glasovi še in odločitve v rokah naših volivcev. Franci, kako boš preživel jutrišnji dan? Jutrišnji dan bo deloven. Kampanja je bila precej dolga, tako da je ostalo še kar nekaj dela doma, tako da postavimo mreže v sadovnjak, tako da nam toča ne more pobrati pridelka. Drugače pa mi je bilo zelo všeč v tej kampanji. Kampanja je bila zelo sproščena. Bili smo skupaj in se srečali z veliko ljudmi, ki so pozdravili predvsem to, da delujemo skupaj. In verjamem, da bo nagrada za to delo v nedeljo in obveza za prihodnje. Kaj praviš? Ja, Franci, kadar imamo sestanek v vaši politični skupini v parlamentu, so na mizi vedno dobra jabolka. A jih boš vzel zraven kakšnem kovčku, ko bova oba v Evropskem parlamentu? Jabolka, ki jih proizvajam sam, so prisotna v 14 evropskih državah in tudi preko Dubaja na Bližnjem vzhodu. Zagotovo bo posebna pošiljka za Bruselj. No, midva bova pa tako prijazna, da bova delila tudi drugim, ko bova delala reklamo za Slovenijo v Evropskem parlamentu. Se strinjaš? Zagotovo. Jabolk je dovolj za cel Evropski parlament in prepričan sem, da se bodo zaljubili tako v slovenska jabolka in tudi v to, kar bova lepega povedala o Sloveniji. No, jaz bom pa prinesla svež domači kruh, pa kakšno potico, pa še kaj dobrega bom spekla in potem bodo prišli k nama in bova povedala, kako lepo je v Sloveniji, kakšno dobro hrano imava, kakšno dobro vino proizvajajo naši vinarji. To smo sedaj v času kampanje vse poskusili in sem prepričana, da bo marsikoga zamikalo, da bi prišel v Slovenijo na obisk. Za vino se lahko tudi sam zadolžim, prihajam iz vinorodnih okolišev. Dobim tudi v družino nekoga, ki je dober proizvajalec vin, tako da bomo poizkusili slovenska vina tako v Bruslju, še prej pa nedeljo zvečer, ko bomo slavili zmago. Ampak povej mi, katerem odboru boš pa ti deloval? Iz tega, kar je bilo že doslej povedanega, seveda kmetijstvo in okolje brez mene ne boste mogli biti. No, jaz bom pa, glede na to, da me nič ne vprašaš, bom pa sama povedala, da bom v odboru za izobraževanje, mladino, medije in šport. Nekoč sem se že ukvarjala z manjšinsko problematiko, tudi to si želimo v prihodnje. Predvsem se bom pa zavzemala za to, da bo še vedno čim več štipendij za mlade, za vse življenjsko izobraževanje, zato da mladi lahko nabirajo izkušnje v Evropski uniji in da so potem pripravljeni bolje za delo, za svoj poklic. Seveda pa se bova verjetno oba zavzemala za to, da bi tudi Evropa čim bolj podpirala, tako kot Evropska ljudska stranka, mala, srednja, družinska podjetja, družinske kmetije in razvoj podeželja. Kot vidiš, Ljudmila, vidva vse veva, kaj je potrebno narediti. Ostane še edino to, da greste vsi v nedeljo na volitve, obkrožite številko 6 in dobili boste zmagovalno listo. Številka 6 je najboljša lista. Vabljeni v nedeljo na volitve. Super.